Živa družba, spet sem jaz. Današnja tema bo pa slepota in smisel za humor. Ja, prav ste slišali. Nam se dogajajo kar precej smešne stvari. Ne tiste iz vicev, ne iz klasičnih vicev, ko so šli slep pa gluh pa jeclav ne vem kam na letalo, ne, ampak pač so vsakodnevne situacije, ki so lahko smešne. Ampak pogoj za to, da bi se pa nam zdele smešne, je pa sigurno ta, da sprejmeš svojo situacijo, ne. Če si ti še vedno, če si še vedno v zanikanju te svoje težave, če si mogoče v depresiji, ki je jasno, pač, kolikor jaz vem, no, ne poznam nikogar, ki bi to preskočil, no, je pač del čustvenega procesa, no, sprejemanja zdravstvene situacije, potem te situacije zagotovo niso smešne, ampak te lahko celo potisnejo v depresijo ali pa te razžalostijo ali ti je pa neznansko nerodno. Med nami recimo se večkrat hecamo pač na kakšno temo v zvezi z vidom, vsaj tukaj. Ampak je eno nenapisano pravilo. Lahko se hecamo mi slepi in slabovidni med seboj. Vi, ki pa vidite, se pa lahko tem šalam samo smejite. Rajš ne poskusite biti preveč izvirni in se hecati na naš račun, ker ravno zaradi tega, ker pač ne morete vedeti, na kateri točki se nekdo nahaja in bi lahko z dobro namerno šalo bi mogoče lahko prizadeli osebo, no, zaradi tega to ni najbolj priporočljivo. Ma pa to šaljenje je tudi povezano s samopodobo, in sicer, če ima nekdo nizko samopodobo, se sigurno ne bo želel šaliti na svoj račun. In še zlasti recimo, če človek tekom življenja izgubi vid, če je imel bolj nizko samopodobo že prej, definitivno ta proces izgube vida vpliva na samopodobo in slabo, no, jasno, in je treba delati na tem, no, pač, da se spet dvigne, da je na normalnem nivoju. No, in čim smo pač mi prebrodili to depresijo in če je naša samopodoba dobra, potem so pa določene stvari v našem življenju lahko tudi nadvse zabavne in smešne. Jaz bom delila moje 4 najljubše osebne anekdote, jih imam kar precej, ampak te 4 so najljubše. Jaz sem se bila že sposobna v trenutku samem nasmejati. Prva situacija je bila takšna. Jaz sem šla z mojo hčerkico Lizo, sem jo peljala v šolo. Recimo to je ena hoja 10 minut od doma in jaz to pot zelo dobro poznam. Vem, kje je kakšna klančina, vem, kje so kakšni stebri, leseni ali pa kovinski. Vem, kje moram iti s pločnika na cesto in tako naprej. Pač vse vem, točno vem, kaj moram na katerem delčku poti najti. No, in sva šle medve z Lizo v šolo, klepetava, kot vedno. Liza mi ponavadi zmeraj kaj razloži, kakšne mucke zagleda, kakšne ptičke. No, potem sem jaz videla, da je tam neki steber, ki ga pa še nikoli prej ni bilo. In jaz sem pač premikala mojo belo palico, ki jo vedno premikam, kadar hodim. In najprej sem jo počasi, pa sem v tisti steber tako čisto nalahno udarila. Potem sem jo malo močnejš, potem sem jo pa veliko močnejš, ker sem želela vedeti, a je ta steber kovinski ali lesen. In nisem mogla pogruntati, kaj bi to bilo, no, pa sem pa le Lizo vprašala, sem rekla: Liza, kaj pa je to za en steber? Je rekla: Mami, eno staro gospo si udarila s palico. In boga gospa je tam kar stala, ne vem kaj, čakala, če bom prebudila s palico ali kaj. Stala je tam in niti ni nič rekla, niti se ni umaknila. Jaz si mislim, da pač je bilo nerodno zaradi mene karkoli reči, no, je samo upala, da bo čim prej minilo in me ni hotela v zadrigo spraviti in ni nič rekla. No, to je bila ena situacija. Druga situacija je bila, ko sem šla z mojim prijateljem Denisom, sva šla v Mexico City na metro. Takrat jaz še nisem želela uporabljati bele palice, pa še nekaj vida sem še vedno imela, no. In jaz sem ga prijela pod roko in tako sva midva hodila, no, in ko sva vstopila v metro, sem njega držala pod roko in potem sva se vsako za svoj drog. V metroju sva se prijela in potem sem jaz štela, koliko postaj je šlo pač mimo, da sva prišla do tiste postaje, kjer sva želela izstopiti, in ga jaz primem pod roko in sva brez besed hodila, tako enih 6-7 minut. No, potem se pa jaz obrnem
Na moje desno pa vidim, da je vijoličasta kvadratna srajca zraven mene, sem se spomnila pismo, Denis pa ni bil to oblečen, Denis je imel pa en pulover ali nekaj oblečen. In sem se spustila in potem me je dohitel Denis in je rekel, ja, zakaj si pa kar šla z enim drugim gospodom? Skratka, jaz sem se prijela enemu neznancu pod roko, on ni nič rekel in me je lepo s sabo peljal, jaz ne vem, kam bi me on odpeljal. Mislim, če se jaz ne bi spustila, če ne bi jaz nič rekla, ne vem, če bi on kaj spregovoril, ali kam bi me odpeljal, kar doma za okrasa, kakam. Pa tudi, ko sem se spustila, se pa tudi ni nič pritožil, da sem se ga spustila. No, tretja je bila pa, ko smo šli na obisk k moji svakinji, sem bila jaz prvič v življenju pri njej na obisku, se pravi, jaz nisem tudi približno poznala njenega stanovanja, njene razporeditve, nič. In vsakič, ko sem šla na stranišče, sem prosila Diega, če me prosim odpelje. No, pa drugi dan obiska sem pa le zbrala pogum, sem rekla, da bom šla pa jaz kar sama. In mi je šlo fino, s tem mislim, da sem našla stranišče in da se nisem nikamor butrla na pot, pa tudi nazaj je šlo zelo fino, je šlo odlično. In sem najdla dnevno sobo, sem najdla sedežno, no, in sem se usedla, ampak to se pa malo čudno se je čutilo, ko sem se jaz usedla. Ja, usedla sem se tašči v naročje. In mi je bilo toliko nerodno, ker moja tašča je bila pa stara že čez 80 let. Ampak, ko se je ona začela smejati, se je ozračje je postalo zelo tako lahkotno in vsi smo se smejali. No, ta zadnja dogodivščina, ki jo bom delila z vami, je pa ta. Smo šli pa spet na eno družinsko praznovanje, v eno restavracijo in smo sedeli okrog velike mize, cela družina. No, na moji levi je bil Diego, zraven njega, pač med nama je bila Lisa, jaz sem bila pa pač na Lisini desni strani. No, in se mi zdelo, da je Lisa ostala na stolu. Ona je tam risala, pa se mi pa zdelo, da je ona ostala na stolu. In sem stegnila levo roko, sem hotela najti, kje ima ona rokice pa glavo. In tipam. In bolj, ko sem tipala, jaz sem ugotovila, da pa tipam hlače pa srajco. Pa to ni bil Diego, to je bil natakar. Mislim, od kolen pa do, ne vem, do polovice nad pasu, do ramen sem ga pretipala. In natakar se ni niti umaknil, niti ni nič rekel, nič. In spet, ko sem jaz pogruntala, da je bil to on, jaz sem mislila kar počla od smeha in sem se smeje začela. No, pa sta me pa svakinja pa tašča vprašali, zakaj se smejem, sem povedala, sem natakarja pretipala, ne, to mislim. In isto, jaz mislim, da isto pač me ni hotel v zadrego spraviti in ni nič rekel in je samo čakal, da bo čim hitreje mimo, si mislim. No, takole, če ste tudi vi slepi ali pa slabovidni, vas vabim, da do spodaj v komentarju napišete, kakšne anekdote so se pa vam zgodile. Če pa ne, evo, da vidite, da se nam dogajajo razne zadrege, ampak da se jim lahko tudi nasmejimo in smeh je pa itak pol zdravja. No, se vidimo tukaj spet naslednji četrtek. Adijo!